dragi sobratje v škofovski, duhovniški službi, dragi diakoni, bogoslovci, dragi redovnice, redovniki, dragi brati in sestre, še posebej vi, ki ste z nami povezani preko radijskih valov. Božja beseda, tretje velikonočne nedelje, nam predstavi življenjsko izkušnjo sedmih Jezusovih učencev, ribičev, ki so se vso noč trudili, da bi ujeli vsaj nekaj rib, a zjutraj so bile njihove mreže povsem prazne. Bilo je 7 učencev, kar v Svetem pismu predstavlja celotno, lahko bi rekli, ves svet. Ti učenci predstavljajo skupnost 7 cerkva, o kateri govori knjiga Razodetja v 2. poglavju. Zakaj ravno teh 7 učencev? Simonu Petru je bila zaupana naloga, da bo brate potrjeval v veri. Tomaž se imenuje tudi dvojček. Po Božji dobroti je prišel do stopnje, da je mogel izpovedati svojo vero, moj Gospod in moj Bog. Lahko rečemo, da za nas, ki verujemo v Jezusovo stajenje, velja, da smo njegovi dvojčki, v veri hoji za ostalim Gospodom. Sledijo še Natanael iz Galileje, kjer je Jezus storil prvo znamenje, ker Zebedejeva sinova Jakob in Janez, ki sta v evangeljih vedno omenjena Jezusu, in še 2 druga učenca, ki pa nista poimenovana. V Svetem pismu 2 pomeni veliko. Ta 2 učenca simbolično predstavljata vse tiste učence, ki bodo skozi zgodovino cerkve nasledniki apostolov. Izkušnja učencev, žalostnih ob spoznanju, da so njihove mreže kljub trudo prazne, ni nekaj, kar se je zgodilo samo njim. Kolikokrat tudi mi doživljamo kaj podobnega, ko smo za kakšno stvar vložili veliko truda, časa in energij in računali na uspeh, vendar na koncu, kot da ni nobenega rezultata našega dela in našega prizadevanja. Moč, ki je omenjena v evangeljskem odlomku, tako zgolj ni časovna oznaka, ampak je lahko tudi izkušnja, ko se človeku zdi, da se je Bog od njega dalil, kot da je nanj pozabil. V takšnih trenutkih človek ne ve, kako zastaviti nov korak. Evangelij nam sporoča, da zjutraj, ko se je prebujal dan, je na obali stal človek, je pokazal razumevanje za utrujene in razočarane ribiče. Postavil jim je vprašanje, ki jih je najprej zabolelo. Otroci, imate kaj hrane? Učenci takrat še niso vedeli, da je z njimi Gospod. On je pri zadnji večeri dal kruh, v katerem je postal on sam, navzoč med svojimi učenci do konca časa. In Gospod želi, da temu kruhu dodajo učenci svoj delež, da odgovorijo na njegovo ljubezen. Hrana nas, kristjanov, je ista, kot je hrana Božjega Sina. Izpolnjevati Božjo voljo. Bog želi v svoji neizmerni ljubezni odrešiti prav vsakega človeka. Govor 7 učencev na Jezusovo vprašanje je bil žalosten ne. V tem ne se skriva vsa njihova revščina in nemoč. Toda on jih je povabil, naj poskusijo ponovno vreči mrežo na desno stran čolna. Brez pregovarjanja so učenci sprejeli na stel. In takrat je bil lov velik, čudežen, presegal je vsa njihova pričakovanja. Ob tej izkušnji izobilja in sreče je apostol Janez, učenec, ki ga je Jezus ljubil, prepoznal, da je skrivnostni tujec sam Gospod, ostali od mrtvih. Na ta način je apostol Janez ponovno izpovedal zmago Jezusa nad smrtjo. Pot ljubezni je tista, ki najprej prepozna pomen zname. Božji sin, ki je ljubezen, je lahko prepoznan samo v ljubezni. Odgovor Petra v tistem trenutku je bil, da se je vrgel v jezero,
kot da bi hotel brati svojo preteklost, da bi lahko očiščen stopil pred Gospoda, ki ga čaka na vladi. Vse to je podoba krsta, kjer je rečeno, da svečemo starega človeka, da bi nas odelo vaše usmiljenje. Na obali učence čaka Gospod, čaka jih toplina, čaka jih domačnost in pesem. Ob Jezusu postanejo učenci brez besed. Nobene besede o preteklosti, sliši se samo Jezusovo povabilo, pridite jesti. Gospod jih je povabil na evharistično gostijo, ki učence in nas povezuje z njim in očetom v skupni ljubezni. Ta, ki je bil novim učencem, postaja med njimi še več, vabi jih k mizi, odloži vrhno oblačilo in streše. Gospod ostaja tisti, ki služi. Poslanstvo kristjana se rodi ob evharistiji. Tudi moč, da lahko izpolnimo zaupano poslanstvo, prihaja iz Evharistije. Zato je Evharistija vir in vrhunec krščanskega življenja. Praznovanje 10. obletnice Celjske škofije je tudi za nas nova priložnost, da ponovimo naš odnos do Evharistije, brez katere ni živega občestva Cerkve. Za obhajanje jubileja 10. obletnice škofije ste se izbrali slomškovo geslo Sveta vera odima ključ. Blaženi škof Slomšek si je zelo prizadeval, da bi naši predniki vero začutili kot zaklad, kot luč na poti človekovega življenja. Brez vere je vse samo običaj ali neka tradicija. Brez vere tudi pri sveti Evharistiji ne moremo prepoznati resnične navzočnosti Kristusa. Sveti Ignacij Antiohijski pravi, brez vere ne prepoznamo, da je pri Evharistiji navzoče meso samega rešenika Jezusa Kristusa, ki je trpel za naše grehe in ga je Oče dobrovoljno obudil. V ustanavljanju novih škofij je sveti sedež videl priložnost, da bi oznanjevanje evangelija dobilo nov zagon. S tem bo škof kot pastir moglo biti bliže svojim duhovnikom, vernikom. Mnogi duhovniki, kot tudi verniki, morda izgubljajo pogum, kajti okolje, v katerem živijo, se je v marsičem spremenilo. Saj je vprašanje vere korenjeno na stranski vir. Tu se kaže na vsakem koraku. Nemalokrat v medijih beremo, slišimo ali vidimo kaj pozitivnega, kadar se govori o veri ali o cerkvi. Ta problem je zelo živo občutil že sveti papež Janez Pavel II, ko je tolikokrat opozarjal, da se je cerkev v Evropi znašla sredi sekulariziranega in globalnega sveta, kjer se prepletajo različne kulture in miselnosti. Zato je predlagal pot nove evangelizacije. Pot, ki ni v tem, da je namenjena samo tistim, ki še niso slišali za Boga. Temveč je namenjena najprej vsem krščanim, posebej še vsem tistim, ki so prejeli sveti krst, a je vera pri njih ostala zakopan zaklad. Družba, v kateri živimo, je iz dneva v dan bolj razkristjanjena. Vedno manj je v tej družbi prostora za Boga. Mnogi, ki so danes starši, so slabo ali pa nič uvedeni v vero in v versko življenje. Gre torej za potrebo po novi evangelizaciji, ki naj bi razplantila željavico, ki ni pod pepelom sekularizacije in pridobitniške miselnosti. Reči nam več moremo, da je pri mnogih ljudeh vera prisotna in se od časa do časa tudi pokaže. A to je šibka vera, to je lačna vera, v kateri ni moči za življenje. Takšna vera tudi nima nikakršnega okreva v vsakdanjem ravnanju in življenju posameznika, tako v družini kot tudi v družbi. Takšna situacija pa ni zgolj negativna. Za nas predstavlja izziv in priložnost. To predstavlja priložnost za vsako župnijsko skupnost, tudi za škofijo. Povabljeni smo, da iščemo,
kako bi razpihali željavico vere, da bomo vero zagotovili kot vrednoto in priložnost, jo storili kot luč na naši življenjski poti. Samo vernik, ki zavestno in v polnosti živi svojo vero, lahko daje spodbudo tudi v občestvu. Moramo se zavedati, da samo živa občestvo, ker je vera živeta, vse preprostosti in iskrenosti nagovarja in prižuje. V takšnih občestvih je tudi navzor čut, soodgovornosti in pripravljenost, da vsak član občestva v svojih močeh prispeva kaj preskusno dobro. Taka živa občestva cerkve so upanje za naš jutri. Evkaristije ni brez duhovnih. Člani mnogih občestev se vedno bolj zavedajo, da zaradi pomanjkanja duhovnikov ne bodo imeli stalno navzočega duhovnika, kar je velik udarec za posamezne šole. Mnogo prepozno smo se začeli zavedati tega problema, ki bo sledi še večji, če ne bomo skupaj našli rešitev znotraj občestev. Sredi krščanskih občestev moramo najti in spodbuditi tiste, ki se bodo pripravljeni žrtvovati za dobro celotnega občestva. Istočasno pa moramo narediti še več za nove duhovne poklice, pa tudi za nove redovniške in misijonske. Ne samo, da volimo, ampak moramo tudi ustvarjati ozračje, kjer bodo lahko ti poklici rasti in tudi dozorevali. Ustavni Gospod nas čaka na obali. Vrnil se je v kočeto, a ni nas zapustil. Še več, on nas čaka, nas ljubeče spremlja na vseh poteh, v naših naporih, pa tudi v našem veselju. Da posebej lahko njegovo bližino začutimo pri vsaki sveti maši, kjer se nam razodeva kočili in hrani. Tu nam daje tudi poslanstvo. In to poslanstvo je samo eno, očetovo poslanstvo, ki je bilo izvršeno sinu in po sinu vsakega od nas. To je služenje bratom in sestram. Z veseljem lahko ugotavljamo, da se je z ustanovitvijo novih škofij duh služenja še poglobil. Z nastankom škofijski Karitas se je utrdilo tudi delovanje Karitas v naših župnijah. To je mreža solidarnosti in dobrote, na katero smo lahko resnično ponosni in Bogu hvaležni. Po begunski krizi se je pokazalo, da je tukajšnja škofijska Karitas v sodelovanju z župnijskimi, še posebej tistimi, ki jih je ta begunska kriza direktno se dotaknila, bila sposobna se soočiti s težkimi nalogami in jih vestno in dostojanstveno izpeljala, brez iskanja bi bila posebej vidna ali pohvaljena v mediji. To izpričuje, da je bilo delovanje opravljeno iz vere, iz sočutja in ljubezni. Ekonomska kriza nas še ne zapušča. Vedno večja razlika med bogatimi in revnimi in vsak dan je več tisti, ki se znajdejo v revščini. Še posebej pri tem mislim na tiste, ki so izgubili službo, na tiste, ki ne dobijo plače, pa na starejše z nizkimi pokojninami. Naša občestva morajo biti odprta za vse te družine in za vse te posameznike, da ne bi izgubili pogum do življenja. Velikonočni kristjani tisti, ki prinaša upanje, in tisti, ki prinaša mir in veselje. Naše sočutje in naša pripravljenost, da naredimo vse, kar je v naši moči, naj dokazuje, da je naša vera živa in dejavna. Naj bo današnje obhajanje 10. obletnice Celjske škofije najprej zahvala Bogu za vse, kar smo v teh letih v tej novi škofiji prijeli. Istočasno pa naj bo prošnja, da bi ta dar znali ceniti in ga tudi razvijati v dobro vseh ljudi v tej škofiji, da bi rasli v veri in da bi nam sveta vera vedno bolj postajala luč. Zato se izročimo v varstvo našega Antona Martina Slomška, ki je prvi zavetnik te škofije in sozavetnikoma svetemu Maksimiljanu Celjskemu in sveti Eli Krški, da bi šli po poti pastoralne prenove ima za cilj, naj naša občestva postanejo takšna, da bodo
bodočlani z novo gorečnostjo spremljali brate in sestre, trdniški vjeri, postavno posrečeno s Kristusom ter z odrešenikom človeka, ki lahko in da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni.